Trenutno sem isto oblečena kot na prejšnjem posnetku in to pomeni, da danes imam dar govora in bom kar, dokler mi jezik teče, ker sem tako prijetno spočita in navdahnjena z različnimi temami, bom kar nadaljevala še naslednji posnetek. Veste, kaj je vredno razmisliti? Dan danes in pri trendih, ki veljajo, še posebej to, zakaj toliko ljudi ali strokovnjakov ali vseh tistih, ki so medijsko izpostavljeni in želijo nekaj tržiti, nekaj prodajati, neko znanje prenašati, neke modrosti, zakaj govorijo o sebi. Torej, ne glede na to, zakaj se gre. A se gre o zdravju, torej na temo zdravja, o nečem, kar so preboleli, predelali, preživeli, ne glede na to, a se gre o družinskih zadevah, recimo o starševstvu, kako je bilo pri nas, kako je zdaj, o partnerskih zvezah, o ločitvah, spajanjih, razhajanjih, nasilnem partnerstvu. Zakaj ljudje, ki o nečem imajo znanje in želijo določena znanja posredovati, imajo potrebo pri tem, ob tem, govoriti o sebi. Če boste kakšen komentar napisali, zakaj mislite, da je tako, bi bila res vesela. Si predstavljam, da bi vi rekli, zato da mi vemo sploh, kako je pri tej osebi, da je nekaj res doživela, da ima res pristne lastne izkušnje glede nečesa. In tukaj vam dam prav. Imate prav. Res je pomembno, da ima, oziroma zelo dobrodošlo, bom tako povedala, da ima oseba pristne izkušnje iz prve roke, ki jih lahko potem spoji še z dodatnim znanjem, ki jih ima na to temo, zato da lahko o nečem predava, razpreda, govori, poučuje naprej. Pri tem pa vas moramo opozoriti na eno zanko, ki ob tem nastane. Vedno, ko govorimo o sebi in ko vam nekdo nekaj predava, nekaj predaja, v delu, ko govori o sebi, govori resnično samo o sebi. In to še zdaleč ne pomeni, da bo potek njegovih izkušenj, njegovo ali njeno videnje situacije, dojemanje njegovo ali njeno celostne situacije se lahko reflektiralo tudi na vas. Ni nujno, da boste vi torej iz tega dobili tisto, kar rabite, kar bi vam šlo v plus, v dobro, v pozitivno in bi za vas potem to res delovalo. Prej se zgodi ravno nasprotno. Kadar nekdo zelo razpreda o sebi in gre v detajle, zelo opisuje, torej ponavadi govori o neprijetnih izkušnjah. Je res? Se noben ne hvali. Hvaliti se noben ne upa, ne? Takih ne maramo, bog ne dej. Torej razpredajo o neprijetnih, negativnih izkušnjah. In kadar o tem govorijo, to po možnosti še drobijo, vse razlagajo, torej dejansko z vami delijo negativnosti, neprijetnosti. A res verjamete, da če boste slišali slabo, da boste zaradi tega vi se ognili nečemu slabemu? A mislite, da boste res točno zaradi tega vi naredili drugače, boljš, se izognili nečemu, kar vam ne bi bilo všeč, česar si ne želite in čemu se hočete izogniti? Dejstvo je tako, da se zrcalimo skozi. Komuniciramo skozi in to brez besed, brez dotikov, brez da bi se sploh rabili gledati. O tem veliko razlagam, veliko predavam, to je o energijski komunikaciji, kar pomeni, da že brez da bi sploh izmenjali te informacije, takoj ko ima oseba negativno izkušnjo in če jo resnično ni predelala in resnično predelala bi jo takrat, ko njej ne bi več imela potrebe govoriti, tudi če o tem poučuje naprej, to pomeni, da je tisto še vedno v njej prisotno, ker itak neprestano to poudarja, ponavlja in razdela do potankosti in malenkosti, torej to še vedno je tam, torej to z vami in verbalno, vidno in nevidno komunicira. Po domač povedan, vi dobite ne samo nekaj dobrega, po kar mislite, da ste prišli in da boste to dobili, ampak dobite tudi en del. Zato nekaj skrajšam, pa povem samo en kratek in sladek nasvet. Vedno nastopajte v reševanju zadev, v poseganju nečesa na način, ne da poslušate nekoga, kako je bilo nekaj groznega in kako je nekaj premagal ali dosegel. Raje se osredotočite na to, da najdete nekoga, ki je tako, kot bi vi želeli biti, ki ima nekaj, kar bi vi hoteli imeti, ki zna nekaj, kar bi vi hoteli znati. Dajte se samo skoncentrirati, kaj hočete, kaj rabite, kaj vi bi, skratka, kakorkoli že, kdo to ima in kako to dosega. In se skoncentrirajte na tisto.